Škeden je vedno bil moj dom. Nekoč je bila vas kot katerikoli druga vas na Krasu, ampak danes žal je samo del mesta. Na ulici Di Servola je bilo nekoč veliko več trgovin in trafik. Vsekakor pa se v zadnjih letih spet nekatere trgovine pojavljajo, kot je ribarnica. Nekoč so delovali tudi skavti in se spominjam tudi duhovnika Dušana Jakomina, ki je veliko pripomogel k temu, da zgodovina Škednja ne bi šla v pozabo. Z leti je Škeden postal drugi del mesta, vsekakor pa po mojem mnenju ohranja še značilnosti in občutek vasi. Tukaj so pekli kruh in so ga krušarice vsako jutro ob 4 nesle do mesta peš, kjer so ga potem prodajale. Kruh je bil tako dober, da je prišel do samega cesarja Franca Jožefa. Še danes pečejo pravi škedenski kruh v ulici Soncini, kjer sem hodila tudi z mojo nono, ko sem bila majhna. Dolgo let nismo imeli osnovne šole, sedaj jo imamo, prej se je porušila, in so jo obnovili leta 2017. V Škednju imamo tudi etnografski muzej, ki hrani našo kulturno dediščino. Ni veliko dejavnosti za mlade, tudi ker ni veliko mladih ljudi, ampak leta nazaj smo imeli gledališko delavnico, kjer smo se lahko srečali med nami. Zelo si bi želel, da v Škednju bi imeli večji park, v katerem se bi lahko mogoče srečali s prijatelji, ali mogoče da bi lahko imeli neko igrišče, kjer se bi lahko igrali nogomet ali košarko ali tudi odbojko, če se bi dalo. Želel si bi tudi, da se v Škeden vrnejo šagre, saj ko sem bil manjši, je bilo veliko šager tukaj okoli, samo da pole s časom se je vse to prekinilo, kar je velika škoda. Škeden ima velik potencial in z malimi spremembami bi postal lepši za vse generacije. To je bar od mojih staršev, to je križišče med potmi od mojega življenja. Tukaj je moja preteklost, moja sedanjost in verjetno tudi moja prihodnost. Po končanem pouku smo se dobili s prijatelji na trgu pred cerkvijo. Smo igrali nogomet, košarko, zbivanje. Nepozabni popotnevi. Tukaj sem obiskoval vrtec, osnovno šolo, nižjo srednjo šolo. Te učilnice so povezovale najbolj živahne spomine od mojega otroštva. Spomnim se, da smo začeli v 16 in potem končali samo v 10. Pri Svetem Jakobu sem od vedno čutil direkten stik z drugimi kulturami. Upam, da bo ta mestna četrt ostala taka, kot je. Torej, s svojimi prednostmi in slabosti. Izredno pisana, nekoliko manj hrupna in divja, ampak vedno raznolika. Živim na Katinari pri Trstu.
na stičišču kultur, zgodovine in identitet. Eden največjih plusov življenja na Katinari je sigurno občutek pripadnosti. Slovenska skupnost je močna, z aktivnim kulturnim društvom, pevskimi zbori, slovenskim vrtcem, slovensko osnovno ter srednjo šolo. Življenje na Katinari pa prinaša tudi svoje izzive. Večkrat se čutim, da živim nekoliko na robu, tako geografskem kot simbolnem. Katinara je danes najbolj znana zaradi bolnišnice, ki so jo zgradili zaradi strateške lege vasi, saj leži med Krasom, Bregom in Trstom. Prav zaradi te posebne lege menim, da Katinara ni del nobenega večjega območja, kot so Kras, Breg ali Trst, ampak je vas, ki stoji na samem, stoji na griču in ima pogled na celotno tržaško pokrajino. Katinara je tudi tesno povezana z Lonjerjem, v katerem deluje slovensko kulturno društvo Lonjer Katinara. Imamo tudi cerkev, v katerem so poslikave Toneta Kralja in v kateri so vsi obredi tudi v slovenščini. In imamo tudi gostilno Dželmo, ki ima skoraj stoletno zgodovino in jo upravljata dva domačina. Katinara je prometno zelo dobro povezana, to pa žal prinaša tudi veliko hrupa avtomobilov. Na Katinari tudi skozi celo leto piha burja, kar je v poletnih dnevih zelo prijetno, pozimi pa nastanejo tako močni sunki, da postane celo zahtevno obdržati ravnotežje. Katinarske šolske ustanove sprejemajo učence iz vseh koncev Trsta, celo iz Milj. In zaradi tega tudi v prihodnosti upam, da bo to privabilo na Katinaro nove družine, ki bodo tako pomladile tudi slovensko prebivalstvo, saj je v tem trenutku malo mladih. Naše stare pesmi, prazniki in pripovedi me opominjajo, da slovenstvo ni le zgodovinski občutek, ampak živa vez. Vendar ne gledamo samo v preteklost. Za bodočnost si želim, da bo slovenstvo ob meji živo, ponosno in vključujoče in si želim, da spodbujamo dvojezičnost kot prednost. V širši evropski perspektivi pa želim, da je naš kraj most med kulturama, torej kraj ne razmejitve, ampak povezovanja. Odraščam v mednarodni družini. Moj oče je Nizozemec, moja mama pa je slovenska zamejka. Že celo življenje odraščam tukaj, v hiši mamine družine Vuga. Prve spomine imam prav na ulici Lekave, kjer sem obiskoval otroški vrtec, ali na štadionu 1. maja med sobotno športno šolo. Lepe spomine imam med svetojvansko procesijo, ko sva se z mamo v narodni noši sprehajala po Svetem Ivanu. Koncentracija slovenstva ostaja tukaj pri Svetem Ivanu še med najvišjimi na tržaškem območju. Svojih sovrstnikov tukaj je žal precej malo, ampak s tistimi, ki ostajajo, se rad in pogosto združujem. Demografski padec postavlja Sveti Ivan tudi pred vprašanja, ampak korenine tam, kjer so še vedno globoke. Upam, da bo Sveti Ivan ostal prav takšen, kot je, prijetna mešanica med mestom in vasjo, prav ob licu mesta. Sam se spominjam pripovedi nonota, ki mi je pripovedoval, kako je sam odrastel v popolnoma slovenskem okolju. Tudi jaz bi si želel, da bi hodil po mestu, se sprehajal po Svetem Ivanu in bi mi sosedje ozdravili z dober dan. Vendar žal dan danes vedno manj sosedov odzdravi s slovenskim pozdravom. Stara sem 20 let in ko povem, da sem iz Trsta,
center. Vsi me pogledajo razočarano in me sprašajo, kako vem govoriti po slovensko. Sicer meni mi je všeč živeti tukaj v centru, ker peš lahko pridem povsod v 5 ali 10 minutah. V moji četrti ne poznam nobenega Slovenca in sem zmeraj govorila malo po slovensko. Moja slovenska identiteta je vezana na mojo mamo, ki je iz Kotovela, in na Barkol, ker sem imela vrtec in osnovno šolo. Ko sem bila majhna, nisem razumela pomembnosti naše slovenske manjšine. Res je, da sem bila majhna. Sem razumela našo pomembnost šele, ko sem se vpisala na italijanski umetniški licej. Mojo prihodnost si predstavljam na ta drugi strani sveta, v Kaliforniji, kjer seveda slovenščine se ne govori. To pa še ne pomeni, da v Trstu se ne bom privračala, itak sem ga že zapustila za študije. Za mojo manjšino upam, da bo ostala tako kompaktna, da v Trstu se bodo mešale vira, jeziki in misli. In upam, da Tržačani in drugi ljudje bodo razumeli pomembnost naše manjšine. Rojan je zame od nekdaj že domači kraj. Družim se s sosedo, ki z njo se pogovarjam v slovenščini. Slovenščino pa srečam tudi v Marinem domu, ki je slovensko društvo, v cerkvi, ker vsako nedeljo pojem na koru, in v glasbeni matici, ki je slovenska ustanova. Nekoč so bile tukaj slovenske osnovne in srednje šole. Sedaj teh ni več, ker ni več slovenskih otrok, zato mlade družine se selijo bolj na Kras, kjer je seveda bolj prisotna slovenska beseda. In tukaj v Rojanu ni več slovenskega druženja in ni več teh šol in niti slovenskih otrok. Bi si želela, da bi bile spet slovenske šole, prav zaradi tega, da bi se bolj otroci družili in tako tudi družine. Mogoče bi bilo lepo tudi za kak mladinski krožek ali športno društvo, da bi se lahko vsi skupaj družili. Bi si želela, da bi bilo več slovenskih trgovin, ker tako bi imela bolj občutek domačnosti, bi lahko pozdravljala v slovenščini in ga ne bi zapustila, ker znam, da je pomenilo, da Slovenci so v mestu in vseeno Rojan ga imam rada tako, kot je, tudi kljub vsemu hrupu in prometu. Piščanci so dolina, ki se razprostira iz občin do Rojana. Dolina poteka vzdolž hudournika Mrtežin in tukaj so se naselili naši predniki in so ustanovili 2 vasi manjši. In so tukaj potem tudi imeli njihove obdelane površine, predvsem vinograde in njive. Zdaj se narava malo ponovno prilašča teh zemljišč in svojega prostora. Kot otrok sem vedno zelo rada zahajala v ta kraj, bodisi ker so moji predniki živeli tukaj, ma tudi ker
Ta kraj ima zelo pomemben prostor v mojem srcu in sem tukaj doživela ogromno prekrasnih trenutkov. In tudi tukaj se lahko vidi Trst, se lahko vidi morje, čutiš burjo, vse, kar je pomembno za naš kraj. In tudi je vse skupaj zelo umirjeno in v sožitju. Kot otrok tudi sem vedno zelo rada pomagala mojim staršem. Imamo njivo in pomagam urejati čebelarstvo. Kot otrok tudi mi je bilo vedno tudi všeč si izmišljati kakšne zgodbe in pripovedi in se mi je zdelo, kakor da sem Lucy, ki stopi v omaro in se znajde v čudežni deželi in ta čudežna dežela je zame prav ta dolina. V tem kraju je tempo življenja tako zelo umirjen in ta oddaljenost od mesta je tudi način, da se malo oddaljimo od življenjskega hitrega sloga, ki poteka v mestu in si privoščimo, da se tudi malo umirimo. Tudi kako se ljudje obnašajo in premikamo tukaj, zgleda malo tako, kot v eni stari razglednici, ki najdemo v antikvariatu in to mi je zelo všeč tega kraja. Pri Piščancih in v okolici je čedalje manj mladih in tudi mladih slovensko govorečih. In te, ki smo se skušamo na nek način se povezati in se družiti med sabo, tudi zato, da ohranjamo naše tradicije. In kot nek korak naprej proti temu smo ustanovili novo pustno skupino, ki se imenuje Mocine, kjer smo izključno mladi. In se trudimo, da ohranjamo naše tradicije in da tudi jih predstavimo in k temu povabimo tudi nove prišleke v vas, ki so večinoma italijansko govoreči in torej ne poznajo nekaterih naših navad. In jih povabimo in na tak način tvorimo skupnost in se povezujemo. Jaz mislim, da tradicije in naše navade niso nekaj grdega, torej nekaj, kar nas zaustavljajo in ne dovoljujo, da napredujemo, ampak mislim, da so neke vrste korenine, ki pripomorejo k temu, da zgradi močno in zdravo drevo. Čeprav sem se rodila v Škednju, smo se v Barkovlje preselili, ko sem bila stara 6 let in sem tukaj obiskovala osnovno šolo. Živeli smo v stanovanju prav nasproti šole, tako da sem se lahko zbudila tik pred zvoncem. V obdobju višje šole sem pogrešala mlade, ki bi živeli v Barkovljah, zato sem se angažirala, da bi tukaj ustanovili mladinski krožek, ki deluje v sklopu Bargovljanskega društva. Čeprav so danes Barkovlje del mesta, so vedno tukaj živeli Slovenci in sicer so ribiči lovili ribe in jih prodajali v mestu, medtem ko so ženske bile perice in so prale oblačila bogatih gospe v kalužah. Slovensko besedo se danes v Barkovljah še sliši po barkovljanskih kvartih, v šoli ali pa pri sireni. Mislim, da morje povezuje ljudi, ki v Barkovlje prihajajo, z nami, ki v Barkovljah živimo in jim lahko povemo, da smo tukaj Slovenci doma.